da ne omenimo projekta Botrstvo, ki itak stalno poteka, ker pomagamo, smo botri punčki. Kako pa to poteka? Kdaj mi nekaj razložiš? Bo naredila posebej oddajo na to temo? Ja, lahko naredila. Kako to Botrstvo poteka? Pa bova šla tudi tja na zvezo Anite Ogulin zdaj, meni je zelo žal, da ni več med nami, ker bi se zelo želela intervju z njo posneti oziroma z njo kakšno besedo še reči. Ampak kakorkoli, projekt Botrstvo se lahko prijavi vsak. Namen tega projekta je, da pomagamo otrokom iz socialno šibkejših družin, tudi bodisi pri malci, pri takih stvareh, pri šolskih potrebščinah, pri stvareh, ki v bistvu jim starši teh otrok ne morejo pomagati, jim omogočati stvari. In potem ti zveza dodeli otroka, seveda vse anonimno, in pač dajo ti opis otroka, ne vem, starost, iz kakšnih razmer prihaja in zakaj bo ta redna donacija, ki jo daješ, zakaj bo, česa se bo otrok udeležil, kaj mu s tem omogočaš. In ti pa oni tudi poročajo, kako se dogaja, kako se odvijajo stvari? Tako. Tako da je ena taka lepa zadeva. Jaz mislim, da so prvi v družbi potrebni pomoči, sploh tisti, ki si ne morejo sami pomagati, se pravi otroci in starejši, ostareli, in tukaj to se usmerjam že, odkar pač vem zase. In tle tudi nadaljujemo. Tako da evo tudi vabljeni k projektu Botrstvo. Cool, bomo dali kakšen link. Tako. Če samo primerjam, jaz sem na Kraljih nekih 15 let in brezdomstvo se v tem času pač ni upadlo. Vedno več ga je, tudi vedno več mladih prihaja. In nekoč smo, ne vem, je bilo morda 20-30 ljudi na začetku, bom rekel, malo bolj angažiranih v aktivnosti društva. Danes imamo mi samo v dnevnem centru, recimo v povprečju, če govorim za leto 2024, pa 2025 zdaj tudi računamo, ampak je povprečje nekje okoli 140-150 ljudi na dan različnih se obrne v tem dnevnem centru. In letno bi rekel okoli 1000 različnih ljudi. Tako da definitivno v celi Evropi, ne samo v Sloveniji, je porast. Finska je edina država, ki je uspela znižati številke. S tem prosto idejo najprej stanovanje. Tako da problematika se bolj premika, kot pa rešuje. Se pravi, malo se prestavlja iz leve na desno, ampak vedno več osebja. Sploh pa je problem že ne samo za socialno ogrožene, ampak že za splošno javnost. Nepremičninski trg, najemniški recimo, tržne najemnine so blazno visoke. Meni osebno bi bila težava, če bi hotel neko dvosobno stanovanje si najeti, in ga plačevati, ti gre zajeten kup plača, to je postalo pač neverjetno. Te cene so previsoke, vem, da trg določa ceno, ampak ljudje, ki morda nikoli niso pričakovali, da bojo kdaj pristali kot brezdomni, iskali pomoč v zavetiščih in tako se in to dogaja. In to je tudi del te krivde nosi tudi pač nepremičninski trg. Oziroma pač tudi stanovanjska politika. Pa že če gledamo, zdaj verjetno govorimo pač seveda o tistih, ki stopijo naprej, pa iščejo pomoč. Koliko je tistih v neki sivi coni, ki se sploh na to ne obrne, ker bodi si jim je nerodno, ima občutek sramu in trpijo sami nekje. Ja, kar precej, pa še bolj je težava, da je tudi določeni ljudje imajo pa malo bolj kompleksne težave. Več, bom rekel, to je kar skupek težav. In tudi take osebe zelo težko tudi zadržijo neko nastanitev, bom rekel, tudi v zavetišču. Seveda posod so določena pravila, ki jih je treba spoštovati, potem pa upoštevati. In tudi tukaj je ta siva cona najbolj izpostavljena, to je vidno cestno brezdomstvo, ki so ljudje, ki ne veš v bistvu točno, kam bi jih lahko dal, ker nimamo morda pravih rešitev za njih. Morali bi neko novo rešitev
V tujini imajo tudi mokra zavetišča, naprimer, da se lahko celo pije nota, ne, da tudi napogujejo, seveda tega ni veliko, ampak je in delujejo. In druge pač rešitve, neke nizkocenovne namestitve za osebe, da lahko mogoče na noč za par evrov spijo in tako, oziroma cone, kjer se lahko prenočuje. Glejte, različne stvari, ampak pri nas je to trenutno najbolj pereča, po moje. Da ne vemo kam. Nekateri pač niso za bolnišnico psihiatrično, niso za sobivanje, skratka, so kar težave, no. Pa odvisnost, ne pozabimo, ne, tako naprej. No, to k mojem zadnjem vprašanju, pomagate ljudem, kje bi pa vi, oziroma institucija Kralji ulice, kje pa vi potrebujete pomoč? Se pravi, če nek poziv damo, ali kako za splošno javnost, mislim, pri nas trenutno, po moje, bi najbolj prav prišli, se pravi, te napitki ProSure. Recimo, če poznate, so za ljudi, ki so podhranjeni in tako, in pri nas je pač to kar težava, sploh osebe, ki hodijo ambulanto na preveze, imajo kronične odprte rane, pač tudi v nevarnosti, da se zgubijo udi in tako naprej. Skratka, so tudi kar precej podhranjeni. In te ProSure smo ugotovili, da zelo dobro delajo, so pa kar dragi, tako da mi to ambulanto nekako, seveda gre, ampak finance imamo zelo omejene. Tako da ta ProSure bi bil zelo pač dobrodošel, to se najbrž lahko tudi prek spleta naroči, pa kar pošlje ali kakorkoli, lahko se pripelje, seveda vedno k nam. Kakšne spalne vreče ne bile odveč, to je vedno, to je pač potrošen material. Tudi kakšna sezonska oblačila, tako večinoma kaj takega, no, pa tudi kaj drugega, ampak mislim, da je to čisto dovolj, pa recimo prehranska dopolnila, kot so razni vitamini in tako naprej, ne. Se pravi, to je možnost tudi vzeti, kupiti in pripeljati tukaj v Ljubljano. Ja, tako. V Mariboru pa težko govorim, kaj bi oni točno potrebovali, ampak mislim pa, da jim ne bilo odveč kakšne z likovne delavnice, pripomočke za otroke, za risati, take mogoče kakšne stvari, za učno pomoč, zvezki, svinčniki, tako. Kaj pa tudi kakšne slikance? Seveda. Knjige? Imate kakšne svoje knjižnice pri nas? Imamo tu knjižnico, ampak ne, mi imamo v bistvu zelo veliko delamo z družinami pa z otroci. Pač imamo tudi poseben program za to, tega niti nisem omenil, imamo še druge programe, ampak za otroke nam vedno to zelo prav pride, v Ljubljani in Mariboru, ker so te družine res socialno ogrožene in nekako otrokom pač to vedno prav pride. Ja. Mislim, da je to dovolj. Apelirati. Bomo tudi mi skozi svoje kanale apelirati. Zdaj me pa zanima, rad bi še to, da se pove, kam lahko prinesejo, na koga ne se obrnejo kontakt, pa kje so lokacije, to da imamo zabeležiti. Ok, se pravi, vse pač donacije se lahko dajo na naslovu Kralji ulice, Pražakova 6, telefonski kontakt je 059 022 503 ali pa pišejo na naš morda splošni mail info@kraljiulice.org in na tej telefonski številki kdorkoli se javil bo pravi naslov, ker so to dežurni v dnevnem centru in bojo znali usmeriti. In tudi še to bi sam dodal, kle je zelo težko parkirati. Se pravi, če pridete, svetujem, da se nas pokliče in da počakate v avtu direkt kle zunaj, ne, se pravi, se pokliče in fantje in punce, sodelavci, no, pridejo ven pa prevzamejo stvari. Tako da ni treba parkirišča iskati, ker je kar pa kle težava, no. Pa tudi kazen se kar hitro prime na avto, tako da. No, pa še eno vprašanje, zdaj, ker smo te 3 omare prenesli, kakšna bo njihova pot? Ja, te omare bojo večinoma namenjene, se pravi, v naših prostorih na Poljanski cesti in tam največ delajo, bom rekel, sodelavke, ki delajo v skupnostnih prostorih in z družinami, pa v preprečevanju deložacij in mislim, da bomo tam pač, njihova pot bo taka, da bomo za naše pisarniške molje fascikle odhranili pa dokumentacijo, ki jo rabimo, ne, seveda tudi uporabniško dokumentacijo, tako da bojo služile svojemu namenu. No, super.
Super, mi smo veseli, da smo vse nekaj doprinesli, da bojo omare lepo služile naprej. Mi smo bili veseli z njimi, v pozitivnem duhu smo jih prinesli naprej in seveda pomagamo kraljem ulice še naprej po svojih močeh. Okay. Hvala lepa. Prosim. Ja, v bistvu tukaj moramo pa mi nehati biti tako skromni. Mi o tem nič ne pišemo na svojih spletnih straneh pa na družbenih omrežjih. Češ lastna hvala, cena mala, ampak dejansko je treba ljudem povedati, da se mi s tem ukvarjamo, zato da jih spodbudimo, da se še oni. To je res, A ne, treba je razumeti, da mi to ne počnemo za svojo reklamo. Ja. In tega tudi ne oglašujemo, ampak treba je pa reči. Ja. Mi sodelujemo s tem, mi sodelujemo v botrstvu, mi pomagamo ljudem. Zato, ker je treba, dajte še vi. Pust reklamo, to ni to. Ne delamo za reklamo to. Tok, da se ve. Pač namen je, da tudi mi pomagamo to snežno kepo valita, ne? Se pravi, dela dober in tudi druge. To, da si rekel, spomniti na to, da so še oni dobrodelni, ker vsak delček šteje. In vsi mi lahko doprinašamo k malo boljši družbi, k malo boljšem vsakdanu tistih, ki si ne morejo privoščiti niti osnovnih stvari. Tudi za starejše imam v glavi, bomo tudi tle se malo bolj še angažirali. Imam pa eno kolegico, ki je bila moja sošolka v srednji zdravstveni šoli, se pravi, to je 20 let nazaj. Ona ima društvo Iskrica upanja in se zelo osredotoča na pomoči starejšim, ostarelim. Tako da tudi tukaj bomo kaj več še naredili, še na tem področju. To bo zanimivo Se videti. pravi, starejšim ljudem, ki živijo čist pod pragom revščine, nimajo za elektriko, nimajo za hrano. Bože. In se zelo malo o tem ve, a veš. Ne vem, kar malo sem brez besed, ne vem, kako bi tole komentiral danes. Stvari v perspektivu.